Tako, dober dan vsem skupaj na Daj, ta povej mi, kako že ti ta stavek rečeš, no? Tukaj dežuje v Ljubljani in je tako prijetno biti v sobi, na toplem in seveda v vaši družbi, ker brez vaše navzočnosti ne bi imel komu predavati. Danes je predzadnje srečanje v letošnjem ciklusu, ki ima naslov Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Zlasti ta zadnji izraz bo verjetno v bližnji prihodnosti vse pomembnejši, kajti vtis je, da je vsaj tretjega vala bolj ali manj že skoraj konec, da bo morda tudi v bližnji prihodnosti pandemije konec, vsaj za nekaj časa, in da so napovedi za gospodarsko rast silno obetavne, zdaj so jih še malo popravili, kar pomeni, da si lahko obetamo v prihodnosti, poleg tega bo kmalu še poletje, cel kup dobrih zadev, cel kup dobrih stvari, za katere bi človek lahko rekel, da bodo prispevale k blagostanju ljudi, zato je današnji naslov Univerzalnost možganov za blagostanje ljudi čisto po naključju zelo na mestu. In videli bomo, ali bo vse to, kar se bo dogajalo, zares prispevalo k blagostanju ljudi, ali bo prispevalo samo k blagostanju nekaterih ljudi, in tako dalje. Počakajmo, bomo videli. Mi bomo spregovorili o koordinatah blagostanja, saj o njih smo že govorili, vendar danes še na en poseben način. Zato je tudi naslov predavanja Univerzalnost možganov za blagostanje. Univerzalnost je izraz, ki nas bo še zlasti zanimal, kajti v vsakdanjem življenju o univerzalnosti praviloma ne govorimo, govorimo bolj o partikularnostih, o tem, kar je povezano s posameznikovimi mnenji, posameznikovimi izkušnjami, posameznikovimi idejami in podobno. In seveda moja naloga bo, da spregovorim, zakaj je potem o univerzalnosti sploh smiselno govoriti, zakaj je morda celo nujno govoriti o univerzalnosti in kakšna je povezava ali kakšne so povezave med univerzalnostjo, na primer univerzalnostjo možganov in morebitno univerzalnostjo blagostanja. Torej, zanimalo me bo, ali je blagostanje ljudi nekaj univerzalnega ali pa je zgolj partikularnost, ki zanima posameznike le v toliko, kolikor je blagostanje njihovo, se pravi njihovo zasebno ali pa celo privatno področje, in v taki luči morda posameznikov univerzalnost blagostanja niti ne zanima. Ne vemo, bomo videli, kako je s tem. Skratka, spregovoril bom o povezavi, ki pravi, da gresta univerzalnost možganov, tega posebnega organskega računalnika, ker v svojevrstni obliki možgani prav gotovo so računalnik, z roko v roki z blagostanjem ljudi, ki ga razumem kot tudi nekaj univerzalnega. Torej, univerzalnost je skupni imenovalec tako zmožnosti delovanja naših možganov kot blagostanja. Zato se mi zdi, da je naslov utemeljen, torej, da upravičeno, ko razmišljamo o blagostanju, govorimo o univerzalnosti in tudi o univerzalnosti možganov. Da torej spregovorimo, kaj pomeni, da so možgani univerzalni računalnik. Zakaj je ta univerzalni računalnik zmožen in na kakšne načine to prispeva k univerzalnosti blagostanja ljudi. V nadaljevanju, tako kot vselej, bom predstavil nekaj knjig, najmanj 4,
ki sem jih prebral v zadnjem času, seveda tudi za potrebe tega predavanja. Knjig ne bom samo predstavil, ampak jih bom seveda ponudil v branje. Pokazal bom nekaj fotografij, nekaj podob, če lahko tako rečem, in spregovoril o nekaterih idejah, za katere bom skušal dokazati, da podkrepljujejo začetno idejo o univerzalnosti in o potrebi po razmišljanjih, ki presegajo vsakdanje partikularnosti, ki segajo onkraj tega, kar ljudje spontano vedo, onkraj njihovih mnenj, onkraj njihovih prepričanj, onkraj njihovih verjetij. Zlasti to, kar ljudje verjamejo, zlasti to, v kar so spontano prepričani, ima v naši zgodbi izjemno pomembno mesto. Pokazal bom, zakaj je tako. In lahko že kar takoj pokažem eno preprosto satelitsko fotografijo. Fotografija kot taka ni nič posebnega, na prvi pogled se tudi zdi, da nam ne pove kaj takega, o čemer bi bilo vredno razmišljati, če pa vemo, da je ta fotografija del prispevka o tem, kako izginjajo ledeniki na zemeljski krogli, kako izginjajo, kako se zmanjšujejo ledeniki, ki napajajo reke, in vemo, kako pomembne so reke za to, da ljudje pridejo do čiste pitne vode, potem je zadeva nekoliko drugačna, kajti zmanjševanje ledenikov zelo vpliva na pretoke nekaterih rek, pretoki se zmanjšujejo in seveda količina pitne vode za nekatere ljudi se kar dramatično spreminja. K tej fotografiji lahko zato dodamo še eno, ki, kar sem povedal, ponazarja še bolj zgovorno. Zagotovo seveda ni presenečenje, da kažem te fotografije. V celotnem ciklusu letošnjih predavanj jih kažem vedno znova seveda kažem drugačne. To so fotografije, ki pokažejo, kaj se dogaja z podnebnimi spremembami, in za nadaljevanje naše zgodbe je vse to zelo pomembno, kajti pred časom, nedavno so znanstveniki vpeljali v naš besednjak nov izraz, in to je antropocen, kar pomeni, da je človeštvo postalo močan, morda celo odločilni dejavnik na planetu Zemlja, ki vpliva na podnebne spremembe. V našem pripovedovanju o stresu in posttravmatski rasti imajo podnebne spremembe eno od ključnih vlog. In da je to res zelo, zelo pomembno, da bo vse pomembnejše in da bomo prisiljeni razmišljati skupaj o gospodarski rasti in o podnebnih sprememb, priča tudi tale članek iz današnjega časnika The Guardian. Časnik prinaša kratek pregled ene raziskave, ki je bila narejena v 800 mestih po zemeljski krogli, in čisto na kratko vidimo iz samega naslova, več kot oziroma skoraj 43% od teh 800 mest nima niti dobrega načrta, kako se prilagajati globalnim spremembam, globalnim podnebnim spremembam. V nadaljevanju se bom še vrnil k ideji prilagajanja in k ideji, kako pomembno za razumevanje univerzalnosti je ravno to, kar je v naslovu tega prispevka, namreč, če je skoraj polovica teh mest brez načrta,
kako se prilagajati vplivom, se pravi spremembam, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, potem bi nam to moralo dati misliti in, kot rečeno, v nadaljevanju nam tudi bo dalo misliti. Da bi razumeli univerzalnost, je zelo, zelo koristno, zelo dobro razmišljati o nekaterih filozofskih konceptih. Zato je na vrsti naslovnica prve knjige, o kateri bom še spregovoril. To je res izvrstna filozofska razprava, ki nam že z naslovom postreže z nekaterimi izrazi, ki so za razumevanje univerzalnosti zelo pomembni. Niso edini izrazi, ki so za univerzalnost pomembni, so pa morda ključni. Knjiga je filozofska razprava o Heglovem razumevanju vrednosti, zlasti o razumevanju vrednosti, ki jo človeška bitja pripisujemo življenju, o vrednosti, ki jo človeška bitja pripisujemo lastnim eksistencam in o vrednosti, ki jo ljudje pripisujemo ali bi jo lahko pripisovali drug drugemu. Pravi, izjava oziroma izraz vrednosti je eden ključnih izrazov za naše nadaljnje razmišljanje. Druga beseda, drugi izraz, ki je prav tako eden od stebrov za razumevanje univerzalnosti, je beseda pravičnost. Če hočemo razumeti, kaj presega vsakdanje življenje vsakega posameznika, njegovo partikularnost, njegova prepričanja, njegova verjetja, njegovo znanje in tako dalje, celo njegove vrednote, v katere verjame, potem je zelo, zelo koristno razmišljati, koliko so razmerja, v katere vstopamo v sedanjem življenju, pravična. Kaj pomeni biti pravičen v odnosu, na primer, do drugih ljudi? Kaj celo pomeni biti pravičen v odnosu do samega sebe, do tega, kar človek sicer spontano počne? No, in še tretja beseda, še tretji steber za razumevanje univerzalnosti je ideja dobrega. Je ideja, ki nam pove, da je človek zmožen za dobro. Seveda je človek zmožen tudi za zlo, vendar nas bo bolj zanimalo, ker bomo govorili o blagostanju, da je zmožen za dobro. To so trije stebri za razumevanje univerzalnosti in naj kar takoj dodam tudi za razumevanje univerzalnosti blagostanja. Če torej govorimo o blagostanju, potem prav gotovo moramo govoriti o vrednosti, ki jo ljudje pripisujemo lastnemu življenju, o pravičnosti tega, kar se nam v vsakdanjem življenju dogaja, oziroma tega, kar počnemo, oziroma tega, kar imamo ljudje med seboj, in o ideji dobrega. S tem smo postavili nekatere osnovne koordinate za nadaljnje razmišljanje. Druga res, res izjemna knjiga, izvrstna knjiga, izšla je pred kratkim, je s področja sodobne nevroznanosti oziroma kognitivne znanosti, vidite sam podnaslov, prinaša nove izzive za to, kar imenujemo filozofija nevroznanosti. Na razpolago imamo torej še nekaj izrazov, ki jih dodajam onim trem, ki sem jih ravno omenil, da so stebri univerzalnosti. To so prav gotovo mehanizmi, s katerimi opisujemo delovanje naših možganov. Brez možganov ni nobene ideje dobrega, nobene možnosti, da bi ljudje pripisovali vrednost lastnemu življenju. Se pravi, videli bomo, kako pomembno je razumeti vsaj nekatere mehanizme,
ki uravnavajo delovanje tega univerzalnega organskega računalnika, kar možgani so. Drugi izraz, ki je zelo pomemben za razumevanje univerzalnosti, je v podnaslovu. To so novi izzivi. Je torej nekaj novega, so nove ideje, so nova spoznanja o mehanizmih, ki uravnavajo delovanje naših možganov. In tretji izraz je filozofija nevroznanosti. Torej ne zgolj nevroznanost, ne samo nevroznanstveno spoznanje, temveč tudi filozofija nevroznanosti. Zdaj imamo praktično že vse temeljne ideje, ki nam bodo pomagale razumeti v nadaljevanju povezave med univerzalnostjo in blagostanjem. Čisto na kratko bi dodal še neko revolucionarno novo idejo, ki nam na kratko ponazori zgodovino, vsaj 400 let dolgo zgodovino razmišljanj ljudi o možganih oziroma o tako imenovanem problemu razmerij med umom in možgani oziroma telesom. Za nadaljevanje bo ta kratek zgodovinski sprehod kar pomemben. Obstaja izraz, ki se zapiše tako, kot je prikazano čisto zgoraj na vrhu, to je razmerje, torej telo 1,0. Zakaj? To je klasično razmerje, o katerem je veliko razmišljal pred 400 leti zlasti francoski filozof René Descartes. Descartesa je zelo močno zanimalo, kaj pravzaprav sploh je kako ga razumeti, ali sploh obstaja, ali je to nekaj, na kaj se beseda nanaša, in kakšna so razmerja med umom in človekovim telesom, oziroma bolj natančno človekovimi možgani. To je bilo klasično razmišljanje, s katerim so se poleg Descartesa kasneje ukvarjali številni avtorji, številni filozofi, znanstveniki, kasneje psihologi, antropologi in drugi ljudje, kar je zopet zelo pomembno. Ta ideja, da obstaja je močno zaznamovala zgodovino novoveške misli. Zlasti jo je močno zaznamovala v tem smislu, ki ga označuje sintagma, to je paradoks znanosti. To je še ena ideja, ki bi jo rad na tem mestu parkiral, ker se bomo kasneje s tem še srečevali. Kaj je paradoks znanosti? In zakaj je paradoks znanosti tako zelo pomemben? Ne da bi se tega zavedali, tudi če tega ne vemo, je paradoks znanosti zelo pomemben za naše vsakdanje življenje. Zakaj? Paradoks znanosti na kratko pomeni tole. Znanstvene ideje so tiste ideje, za katere smo zmožni kot ljudje, ki jih nenehno preverja armada znanstvenikov. Skozi stoletja se številni znanstveniki vedno znova, vsak dan ukvarjajo z idejami, jih kritizirajo, jih preverjajo, delajo eksperimente, kritizirajo one, ki kritizirajo ideje, kritizirajo kritike, ki kritizirajo kritike in tako dalje in tako dalje. Torej, paradoks znanosti je tale. Kasneje bomo videli, da lahko zelo podobno razmišljamo tudi, ko govorimo o evoluciji, in mi bomo govorili. Paradoks znanosti torej pomeni, tiste ideje, ki preživijo vse te kritične razmisleke, vse eksperimente,
vse preverjanje, statistično, matematično in tako dalje, ki gredo skozi izjemno rigorozne postopke, to so ideje, ki so daleč najbolj preverjene in, kot rečeno, če preživijo skozi stoletja, potem smo lahko prepričani, da so zelo verjetno tudi resnične. Zato sklicevanje na znanost ni nekaj partikularnega, češ nekateri ljudi znanost zanima, nekaterih drugih pač ne in to je čisto v redu. Ni res. Znanost se po definiciji skuša dokopati do univerzalnih spoznanj. In edini način, da se dokopljemo do takih spoznanj, je, da se z idejami soočamo na brezkompromisni, rigorozni način, da jih nenehno kritiziramo in seveda, da v polju znanosti dopustimo, da drugi kritizirajo nas. Se pravi, paradoks znanosti je, da bolj ko so ideje kritizirane, boljše so, bolj verjetno so resnične. Ideje, s katerimi se ljudje, znanstveniki na primer, kaj dosti niti ne ukvarjajo, kaj šele, da bi jih kritizirali, najverjetneje, glede na to, da se z znanostjo znanstveniki ukvarjajo stoletja in stoletja in stoletja, da torej niti ne zaslužijo, da bi se z njimi ukvarjali. Torej ni čisto res, ko včasih kdo reče, ja, ampak a veš, obstajajo tudi ideje, s katerimi se znanstveniki sicer ne ukvarjajo, morda tudi zato ne, ker jih pač ne znajo misliti, ker jih ne znajo pojasniti, ampak te ideje so tudi zelo koristne in jih je dobro imeti pred seboj. To je šibak argument, ki pravzaprav ne zdrži nobene kritične presoje. Druga paradigma, premik v zgodovini novoveške misli, je premik k paradigmi, ki se imenuje telo 2.0. Ta paradigma je povezana z vprašanjem, ki je zaznamovalo zlasti 20. stoletje, tudi z razvojem nevroznanosti, tudi z razvojem biologije, nevrofiziologije in tako dalje. To je vprašanje, ali je mogoče to, kar sicer tvori na primer duševna, mentalna, duhovna stanja, preprosto pojasniti kot nevrofiziološka stanja. Ali, če obrnemo zadevo, ali bi lahko človekovo vedenje, kar se ljudem dogaja, kar imajo med seboj, njihove medsebojne odnose in tako naprej, bolje kot psihologija pojasnjevala nevrofiziologija. Vprašanje, ki je, kot rečeno, močno zaznamovalo 20. stoletje. V zadnjem času, v 21. stoletju, pa se dogaja, kot sem že nakazal, še en revolucionarni premik in to je premik k paradigmi telo 3.0. Zaznamuje ga vprašanje, ki je napisano na zaslonu. Ali je psihologija v obdobju sodobne nevroznanosti in kognitivne znanosti sploh še pomembna? Kaj psihologija poleg nevroznanosti in kognitivne znanosti še lahko pove ljudem, kaj lahko pove takega, da bi ljudje spoznanja psihologov lahko koristno zase uporabljali v vsakdanjem življenju. To je seveda vprašanje. Kot rečeno, ta vprašanja postavljam ob bok vsemu temu, kar sem prej povedal, ko sem govoril o stebrih za razumevanje univerzalnosti. Zdaj imamo pa res dovolj materiala na razpolago, da se lahko lotimo nadaljevanja. Tukaj je nekaj preprostih slik oziroma nekaj preprostih shem, ki nam dodatno pravzaprav komplicirajo razmišljanja, ki sem jih do zdaj že nakazal, razmišljanja o univerzalnosti. Kaj pravzaprav predstavlja vse to, kar vidimo na tem zaslonu? Pomemben element, zaradi katerega je težko, je zahtevno misliti delovanje možganov in potem tudi vse
kar je s tem, kot smo ravnokar videli, s prehodom skozi paradigme, neposredno povezano, torej človekov njegova duševnost, mentalna stanja in tako dalje in tako dalje. Element, ki to zakomplicira, je na kratko predstavljen in sicer takole. Čisto na levi pod črko A vidimo zelo preprosto, zelo shematično predstavitev človekovih možganov. V možganih je nekaj označb, nekaj znakov, nekaj krogcev, ki ponazarjajo to, kar je še pred časom predstavljalo del splošnega prepričanja, celo nevroznanstvenikov in psihologov in drugih, da je to resnica, ki velja za delovanje človekovih možganov, in sicer, da obstajajo v možganih določeni centri, določena središča, kjer se dogajajo določene zadeve, ljudje jih lahko opazujemo, jih lahko merimo in tako dalje in tako dalje. In s tem je povezana tudi zelo razširjena ideja, ki je še danes zelo popularna, in to je, da leva polovica možganov nekako drugače procesira informacije in druge informacije kot desna, da je leva možganska hemisfera bolj analitična, da je desna bolj holistična, da je leva bolj povezana z procesiranjem jezika, govorice in tako dalje, desna pa z nekaterimi drugimi zadevami, kot so ritmi, recimo občutenja, čustva, ritmi, ki jih prepoznavamo recimo v umetnosti in tako dalje in tako dalje. To razmišljanje je že zelo zastarelo in danes velja za nevroznanstveni mit. Je pa, kot rečeno, tudi zelo razširjeno. Seveda bi se lahko spraševali, zakaj je tako, ampak se zdajle še ne bomo. Pod črko B vidimo nekatere frekvence oziroma vidimo, kako lahko bolj natančno kot pod črko A predstavimo, kaj možgani počnejo oziroma kaj se dogaja v možganih. Izmerimo celo vrsto različnih frekvenc na različnih področjih, opazujemo človeka v realnem času, kaj počne, kaj doživlja in tako dalje, in spremljamo, kako se te frekvence spreminjajo. To je seveda zelo, zelo zahtevno delo, ki se ga prav velikokrat ljudje ne lotijo, tudi znanstveniki ne, ker je zahtevno, ker je drago, ker je zamudno, ker terja veliko časa, drage opreme in tako dalje, in tako dalje. Pod črko C vidimo naslednji korak v procesu, v katerem bi radi razumeli, kako delujejo možgani in čem je njihova univerzalnost. Tretji korak predstavlja in zahteva veliko matematičnega znanja, da spravimo podatke, ki jih lahko dobimo z merskimi inštrumenti, v določene sheme, v določene matrike, z določenimi matematičnimi orodji, jih poskušamo misliti. To je še bolj zahtevno od prvih dveh, kajti terja veliko znanja z področja matematike. Pod črko D vidimo četrti korak k razumevanju, kako delujejo naši možgani. V tem primeru govorimo seveda na zelo poenostavljen način na tej sliki, predstavljamo nevronske mreže, predstavljamo povezave med nevroni, kot smo jih lahko zaznali, za katere pač imamo podatke, da dejansko obstajajo. Torej jih lahko ponazorimo grafično. In potem sledi še topološka analiza, ki je spet zelo preprosto prikazana pod črko E. Gre samo za to, da vidimo, kako potrebujemo 5 različnih pristopov, 5 korakov, da bi res dobro razumeli, kaj se dogaja v možganih. Topološka analiza nevronskih mrež je izjemno zahtevna, med drugim seveda tudi zaradi tega, ker se arhitektura, topologija nevronskih mrež spreminja, ni ves čas enaka. To je pomembno zlasti v določenih obdobjih, recimo v obdobju otroštva ali najstništva, ko se otroci še razvijajo,
kasneje v življenju se seveda dogajajo drugačne spremembe, spet odvisno od tega, kako ljudje skrbijo za svoje možgane, kakšne so njihove kognitivne in nekognitivne aktivnosti in tako dalje in tako dalje. No, ta podoba torej nam zdaj želi povedati samo to, da je univerzalnost možganov nekaj, kar terja res, res veliko znanja, veliko različnih pristopov, da bi zajeli tako kompleksne zadeve, kot so nevronske mreže, in da bi potem znali sklepati, kaj to pomeni za naše vsakdanje življenje. Na tej sliki vidimo zopet zelo, seveda to je zelo preprosto, zelo preproščeno, kako je dobro pristopati k delovanju možganov, kolikor je to seveda danes, v naših znanstvenih obzorjih. Čisto mogoče je, da bo že jutri nekoliko drugače, zagotovo pa vidite, danes ne govorimo več, kako je leva hemisfera ločena od desne, zadeve so neprimerno bolj zakomplicirane, kot bi človek mislil na podlagi tako preproste delitve. Danes ne govorimo več o središčih v možganih, kjer naj bi se procesirale posamezne operacije. Danes govorimo o modulih, govorimo o matrikah, govorimo o algoritmih in govorimo o tem, kako se topologija nevronskih mrež spreminja in kako seveda lahko na vse to tudi sami vplivamo. Torej, danes je zelo pomembno spoznanje, da lahko ljudje s svojimi dejavnostmi vplivamo ne samo na topologijo nevronskih mrež, ampak celo na anatomijo možganov z določenimi postopki, kot so meditacije in tako dalje. Mi lahko vplivamo celo na ekspresijo genov, ki nadzorujejo delovanje možganov. Se pravi, zadeve so neprimerno bolj kompleksne, bolj fleksibilne, da ne rečem veliko bolj zanimive, kot so bile recimo nekaj desetletij nazaj. Tukaj vidimo en zelo spet shematičen prikaz še treh, z nekega drugega zornega kota, treh možnih pristopov k razumevanju nevronskih mrež. Pod črko A je zdaj že kar precej opuščeno, zastarelo razmišljanje o posameznih modulih, ki delujejo v možganih, sorazmerno, neodvisno drug od drugega. Teh modulov je seveda zelo veliko, in ideja je bila še pred časom zelo močna, da bi lahko prepoznavali posamezne module, odkrivali, kaj vse počnejo, kako lahko nanje vplivamo in tako dalje. Pod črko B je tako imenovani holistični pristop, ki pravi, da so moduli neprimerno bolj močno prepleteni in povezani med seboj. To je grafično tudi prikazano. Moduli se spreminjajo in določenih povezav pravzaprav ne moremo razumeti, če ne pogledamo, kot se temu reče, na možgane holistično ali celostno, dokler ne vidimo gozda, namesto da bi gledali posamezna drevesa. No, in pod črko C je še tretji pristop, tretji način razmišljanja, ki je izjemno zanimiv, da ne rečem skoraj bi rekel revolucionaren, za razumevanje možganov in njihove plastičnosti. Zopet govorimo o posameznih modulih, vendar odkrivamo, da so posamezni nevroni znotraj enega modula, drugega modula, tretjega modula zmožni prevzemati različne funkcije. Torej, da niso statični, da niso vezani samo na nekatere funkcije, ampak jih lahko dobesedno spreminjamo, s svojimi aktivnostmi spreminjamo aktivnosti, dejavnosti modulov in njihove medsebojne povezave. Torej, veliko bolj plastični so možgani, kot se je zdelo še pred časom, in k temu bi še dodal, da danes z zanesljivostjo vemo, da v možganih tudi
novi nevroni nastajajo, da ni res, kot je bilo še nekaj časa nazaj, je prevladovalo tako razmišljanje, da pač nevroni, kolikor smo jih dobili ob rojstvu, toliko jih imamo in da potem počasi bolj ali manj, seveda odvisno od naših dejavnosti, razpadejo. Ni res, ne? Možgani so zmožni ustvarjati nove nevrone tudi v pozni starosti, pomeni tudi v starosti 80 let in celo več. Torej, da bi zdaj to znanje, s katerim smo pristopili k razumevanju univerzalnosti možganov, seveda to pomeni, da še nismo prišli kaj prav zelo daleč, da bi spregovorili o posameznih nevronskih mrežah, o arhitekturi nevronskih mrež, ker nas to zdajle ta hip še ne zanima, je še preveč oddaljeno, ampak imamo pa nekaj močnih orodij, s katerimi lahko pristopamo k razumevanju torej možganov in odgovoru na vprašanje, zakaj so zmožni za univerzalnost in kaj ta univerzalnost pomeni v povezavi z blagostanjem ljudi. Da bi to razumeli na zares kompleksen način, je dobro vsemu pristopiti še z nekega drugega zornega kota in to je, že prej sem nakazal, kateri zorni kot to je, to je ljudska psihologija. Psihologija, ki nam pove, kako ljudje, ne da bi se ukvarjali z nevroznanostjo in kognitivno znanostjo in sploh z znanostjo, uporabljamo možgane v vsakdanjem življenju in kaj to za razumevanje vsakdanjega življenja pomeni. Koordinate vsakdanjega življenja so take, da vsak človek spontano, ni treba, da je znanstvenik, pripoznava določene oblike trpljenja, stresa, anksioznosti v zadnjem obdobju, najbrž to res na žalost ni bil poseben problem, ljudje so spontano čutili na svoji koži, kaj pomeni biti izoliran, kaj je pomanjkanje socialnih stikov, kako zelo pomembni so socialni stiki, kako zelo pomembna je kakovost življenja, ne samo dejstvo, da pač človek živi. Vsak človek ima tudi izkušnje, ki se bolj ali manj pogosto pojavijo v življenju, in te izkušnje imenujemo zavračanje drugačnosti. Vsak človek ima kakšno izkušnjo, da je bil kdaj zavrnjen v svoji drugačnosti, čeprav je vsakdanje razmišljanje zelo popularno, in sicer da ljudje sprejemamo drugačnost, da smo ljudje drugačni, da seveda dva človeka nista enaka in tako dalje, tako dalje. Ampak vsakdanja izkušnja je še vedno taka, da je zavračanja tudi sorazmerno veliko. Ravno tako je ena temeljnih koordinat vsakdanjega življenja, psihologije vsakdanjega življenja, to, kar sprožajo nadjazovske strukture, kot jih je imenoval Freud. To so občutki krivde, občutki manjvrednosti, občutki neadekvatnosti, občutki, da premalo naredimo, da nismo dovolj dobri, da bi se morali še bolj potruditi in tako dalje in tako dalje. O tem smo že kar veliko govorili. Ravno tako je pomemben del vsakdanje psihologije čustvena neodzivnost ljudi. Čeprav zopet je pomembno poudarjanje v zadnjem obdobju čustvene inteligence, čustvene pismenosti, veščin s področja reguliranja svojih čustev in tako dalje. Vendar je čustvene neodzivnosti med ljudmi sorazmerno veliko. Ko govorimo o čustveni neodzivnosti, mislim tudi na neprimerne čustvene odzive. Saj ljudje se lahko pogosto jezijo, recimo drug na drugega, ampak pogosto tudi tako izražanje jeze ni ravno primerno čustveno odzivanje na recimo vedenje drugega, da ne govorimo o stresu in tako dalje. Pomembna izkušnja vsakdanjega življenja je tudi vprašanje, razmišljanje, ki se začne že v otroštvu, kako me drugi ljudje želijo spreminjati, kako želijo bolj ali manj eksplicitno
vplivati name, kako bolj ali manj eksplicitno pritiskajo name, kaj bi pravzaprav radi od mene, kaj želijo, kaj hočejo, kako naj bi se spreminjal, kako naj bi se prilagajal, čemu naj bi se prilagajal, čemu, zakaj, kako pogosto, koliko časa in tako dalje in tako dalje. Torej, to so gotovo pomembne koordinate vsakdanjega življenja in seveda za piko na i bi dodal vprašanje, kdo sem pravzaprav jaz v resnici. Vsakdo pozna domnevni razkorak med tem, kar posameznik je navzven, za druge ljudi, kako se obnaša skladno z pričakovanji ali pač bolj ali manj skladno s pričakovanji drugih ljudi, kaj naredi s svojimi resničnimi vzgibi, resničnimi željami, resničnimi interesi, katere obrambne mehanizme uporablja in tako dalje. Torej, kakšen je razkorak med tem, kar je človek naj bi bil v resnici, pa med tem, kar je predstavlja recimo socialni jaz, to, kar pač damo na voljo, na vpogled drugim ljudem. Vse to so pomembne koordinate in verjetno ni težko sklepati na tej točki, kako zelo pomembno je lahko tukaj vprašanje o blagostanju ljudi. Kako hitro se lahko blagostanje zmanjšuje zaradi trpljenja, zavračanja drugačnosti, občutkov neadekvatnosti, čustvene neodzivnosti, občutkov, da ljudje pritiskajo name, da nekaj počnem, čeprav mi to niti ni všeč, čeprav to ni moja želja in tako dalje. Kako hitro se lahko zmanjšuje blagostanje, občutek blagostanja zaradi bolj ali manj pogostega spraševanja, kdo sem v resnici, kako naj vem, a sem v resnici tak ali ne, kaj v resnici želim, a se moram odpovedovati temu, kar v resnici želim, da bodo drugi zadovoljni in tako dalje in tako dalje. Niso seveda to vse koordinate življenja, daleč od tega, so pa pomembne za naše razmišljanje vsekakor. Govorimo o univerzalnosti možganov in univerzalnosti blagostanja. Hrbtna plat takega vsakdanjega življenja je to, kar prepoznavamo pri ljudeh, ko se ukvarjamo na primer z psihologijo, ko se ukvarjamo z znanostjo, ko se ukvarjamo s kognitivno znanostjo, nevroznanostjo, ko se ukvarjamo s kakšno drugo znanostjo. In se približujemo ideji univerzalnega. To, kar je našteto zgoraj, ni nujno univerzalno. To je partikularnost, ki je značilna za vsakdanje življenje, vendar je značilna v večji meri ali manjši meri. Ni nujno značilna za vse ljudi. Obstajajo dejavniki, ki nam pomagajo misliti, zakaj je bolj značilna za nekatere druge pa ne. Medtem ko univerzalnost velja za vse ljudi. Torej, gotovo je en pomemben dejavnik za razumevanje univerzalnosti in blagostanja ljudi želja po spreminjanju. Želja po spreminjanju, ki je med drugim za naše potrebe, je to kar pomembno, povezana z izjemno plastičnostjo možganov, o čemer sem na kratko že spregovoril. Plastičnost možganov omogoča bistveno več spreminjanja, kot si ljudje navadno predstavljajo. Ampak zagotovo lahko rečemo, da je želja po spreminjanju element, prvina univerzalnosti človekove eksistence oziroma njegovega blagostanja. Zagotovo je taka prvina tudi vprašanje, h kateremu se bomo kasneje še zelo natančno vrnili, vprašanje, ali me drugi ljudje sprejemajo, do katere mere me sprejemajo, koliko me sprejemajo, kdaj me zavračajo, v čem me zavračajo, v čem me sprejemajo, v čem me potrjujejo in tako naprej. Zelo pomembno univerzalno vprašanje oziroma spraševanje na poti k razumevanju univerzalnosti. Gotovo je tretja prvina blagostanja benevolentnost, širokogrudnost, odprtost do ne samo drugih človeških bitij, ampak mnogo širše, do življenja, se pravi do vseh živih bitij.
benevolentnost je pomembna prvina univerzalnosti, nasproti benevolentnosti seveda lahko postavimo trpljenje, zlo, ozkosrčnost, ozkogrudnost, sebičnost, egocentričnost in tako dalje, tako dalje. Torej, prvina univerzalnosti je benevolentnost. Ravno tako je zelo pomembna prvina občutenje hvaležnosti. Občutek hvaležnosti je zelo pomemben za naše vsakdanje doživljanje sebe, drugih ljudi, življenja, eksistence in tako dalje, zato ker nam pomaga misliti, koliko je stvari v življenju, za katere, ko čutimo hvaležnost, vemo, da jim lahko pripisujemo ali pripišemo veliko vrednost. Zdaj že počasi se usmerjam k Heglovemu razmišljanju o tem, kako pomembno je, da ljudje zmoremo pripisovati vrednost. Zadeve same po sebi v našem svetu nimajo nobene vrednosti. Ljudje smo tisti, ki lahko ali pa ne pripišemo vrednost sebi, vedenju, izrazom, drugim ljudem, odnosom in tako dalje. Seveda lahko pripisujemo vrednost tudi stvarem, predmetom in tako dalje. Hvaležnost torej. In še ena prvina univerzalnosti, to je ljubezen. Ljubezen kot delo in kot učenje. Ljubezen kot tisti način, tisti posebni, svojevrstni, izjemni način, kako en človek vstopi v odnos z drugim človekom in ustvari nekaj novega. Se pravi, ustvari nov odnos do sveta, ki ga sam kot posameznik brez ljubezni nikoli ne more imeti. Se pravi, ljubezen je pomembna zato, ker človeku pomaga izkusiti nekaj, česar kot posameznik preprosto ne more izkusiti. Ne more izkusiti odnosa dveh ali skupne platforme dveh ljudi v odnosu do življenja, eksistence in tako dalje. Torej, spregovoril sem o nekaterih pogostih, pomembnih koordinatah vsakdanjega življenja in spregovoril sem o stebrih univerzalnosti. Stebrih univerzalnosti človekovega blagostanja. Ali po domače, kaj zagotovo prispeva k blagostanju ljudi. Želja po spreminjanju, odgovor na vprašanje, ali me drugi ljudje sprejemajo, da me sprejemajo v moji želji po spreminjanju. To je zelo pomembno. Ljudje včasih rečejo, želim si, da me drugi ljudje sprejemajo takega, kakršen sem. To razmišljanje ima celo vrsto problemov. Veliko bolje je razumeti, da si želimo postajati boljši ljudje, pot k blagostanju, k univerzalnemu, je gotovo tlakovana z željo po biti boljši človek. Torej, da si želimo, da je v našem najboljšem interesu, da si želimo, da me drugi ljudje sprejemajo ne takega, kakršni smo, ampak da nas sprejemajo v naši želji, da bi postajali boljši ljudje, da nas sprejemajo v naših prizadevanjih k blagostanju. Enako bi lahko rekli za izražanje benevolentnosti v odnosih do drugih ljudi. Želimo, da nas drugi ljudje sprejemajo v naši benevolentnosti, v naši širokogrudnosti, v naši odprtosti do njih. Želimo biti hvaležni in želimo si ljubezni. To zagotovo po nujnosti
ker so to prvine univerzalnosti, tlakujejo pot k blagostanju in naši možgani, to bom poskušal pokazati v nadaljevanju, so narejeni za vse to, kar pomeni, da nam to tudi z lahkoto omogočajo, če se seveda zadeve lotimo na pravi način. Že prej sem uporabil izraz ljudska spontana psihologija. Ljudska psihologija je za razumevanje koordinat vsakdanjega življenja zelo pomembna, ker ima celo množico socialnih oziroma družbenih funkcij. Katere so nekatere funkcije ljudske psihologije? Ljudske psihologije, ki je vselej obstajala, obstaja in vselej bo obstajala. Ljudska psihologija je pravzaprav zelo pomembna, ker med drugim nam pove, da ni treba, da so ljudje psihologi, ker zadošča, da so laični, naivni psihologi, da bi določene zadeve v vsakdanjem življenju razumeli. In to se tudi dogaja. Zdaj, če pogledamo bolj natančno, pridemo do enega zanimivega problema, o katerem bomo kasneje spregovorili. Ljudska psihologija se zagotovo ne ukvarja z specifičnimi mehanizmi, ki uravnavajo delovanje človekovih možganov, psihološkimi zakonitostmi in tako naprej. Ne. Ljudska psihologija omogoča bolj ohlapen, širok, dost neobdelan, nesofisticiran vpogled v vzorce vedenja. In ljudje spontano prepoznavajo vzorce vedenja drug pri drugem, prepoznavajo jih tudi pri sebi, jih razumejo in kasneje bomo videli, zakaj je to zelo pomembno. Kajti, ko ljudje spontano prepoznavajo vzorce vedenja, jim tudi praviloma sledijo. Ljudje sicer, kot sem prej pokazal, skozi nekatere koordinate vsakdanjega življenja, pogosto kritizirajo drug drugega, kritizirajo vzorce vedenja pri drugih ljudeh. Nekateri ljudje se pritožujejo celo nad lastnimi vzorci vedenja, ki so jih prepoznali in razumejo, da morda niso najbolj produktivni, da niso najboljši način, kako povečevati lastno blagostanje. Ljudje zavračajo določene vzorce vedenja, zlasti pri drugih ljudeh in tako dalje. Gotovo. V vsakem primeru pa se ljudje spontano veliko ukvarjajo drug z drugim. Veliko se ukvarjajo z vzorci vedenja. Zdaj, tukaj že slutimo, ker se ne posvečajo dovolj zapletenim, kompleksnim mehanizmom, ki uravnavajo njihove možgane, njihove osebnostne strukture in tako dalje, ker je to naporno početje, kot bomo kasneje videli tudi energetsko izjemno potratno, je seveda taka oblika rabe vsakdanje psihologije, ljudske psihologije lahko zelo hitro tudi problematična. Pa vendar moramo povedati obe plati temeljne funkcije, ki jo ima ljudska psihologija v vsakdanjem življenju. Ena je, da deluje kot množica samouresničljivih napovedi. Ljudje prepoznavajo vzorce vedenja, verjamejo, da so pač vzorci vedenja ali naravni, ali da z njimi nič narobe, da so pristni, da so čisto v redu in jim sledijo. Seveda, tudi v primeru, ko zavračajo določene vzorce vedenja, se še zmeraj z njimi ukvarjajo. Ukvarjajo se tako, da jih pač kritizirajo. Vedno znova jih prepoznavajo in nekateri ljudje porabijo kar precej časa za tako prepoznavanje vzorcev vedenja, čeprav je neproduktivno. Ljudje se potem pritožujejo nad drugimi ljudmi, češ, da so njihovi vedenjski vzorci
slabi, ali sporni, ali problematični, ali neinteligentni, ali nerazumni, ali pa kaj podobnega, vendar od tega nima nobene koristi. Na druge ljudi vplivati kaj dosti ne morejo, da bi spremenili svoje vzorce, od pritoževanja nad vzorci vedenja pa kakšne koristi tudi ni, razen morda kakšnega občutka, da je človek za odtenek boljši od soseda, ki ga kritizira, da je tole boljši od njega že zato, ker ga kritizira, čeprav verjetno že sluti, da najbrž na podoben način tudi sosed kritizira njega. Torej, na ta način je ljudska psihologija zavezana samo uresničljivim napovedim. Zato se določeni vzorci vedenja ves čas ponavljajo, obnavljajo se in krepijo se. In ljudje se, bolj ko se z njimi ukvarjajo, bolj pravzaprav ukvarjajo z seboj in z medsebojnimi odnosi na način samo uresničljivih napovedi. In ni nujno, da prepoznajo, da pravzaprav vzorce vedenja svoje, ali pa tudi vedenje drugih ljudi, s katerimi se srečujejo, sami krepijo. Pogosto mislijo, da so vzorci vedenja na primer genetsko določeni, da jih je človek prinesel s sabo na svet, da nanje vpliva polna luna ali pa kaj podobnega, vendar je mnogo bolj res, da delujejo tako, da pravzaprav uresničujejo to, v kar verjamejo. To je pomemben del ljudske psihologije. Seveda pa obstaja tudi hrbtna plat, drugi možni pristop k razumevanju te funkcije ljudske psihologije, in to je, da je določene vedenjske vzorce mogoče v hipu ukiniti. Zadošča, da se človek preprosto neha z njimi ukvarjati, da neha vanje verjeti, da jih preneha prepoznavati, da ni več pozoren na določene vedenjske vzorce, da svojo pozornost usmerja drugam. Včasih so take spremembe dejansko hipne in osupljive. Nekatere ljudi prav šokira, ko spoznajo, ko imajo izkušnjo, kako hitro je nekatere vzorce vedenja mogoče spremeniti. Kakor seveda po drugi strani velja, da nekaterih vzorcev zlepa ni mogoče spremeniti, celo takrat, ko ljudje želijo, da bi se spremenili. Ampak o tem kasneje. Zdaj pa obstaja določen trenutek v življenju, ko se nekateri ljudje pa vendarle odrečejo ljudski psihologiji in začnejo iskati kakšno bolj strokovno, podkovano, utemeljeno psihologijo. To so na primer ljudje, ki se odločijo, da je čas, da poiščejo na primer kakšnega psihologa, psihoterapevta, psihoanalitika ali pa koga drugega. Zakaj se takrat odločijo? Odločijo se zato, da morda, kot je tukaj napisano tudi na vrhu, ljudska psihologija vendarle ni dovolj natančna, ni dovolj precizna v razumevanju mehanizmov, zakonitosti, po katerih se ljudje obnašamo, da bi bilo morda dobro bolj podrobno spoznati, razumeti kakšen mehanizem, da bi se človek vsaj do določene mere potem tudi spremenil. Torej, včasih se to zgodi. Nekateri ljudje dejansko potrkajo na vrata, na primer kakšnega psihoanalitika. In takrat jih morda zanima kaj več o enih povezavah, ki jih sicer v vsakdanjem življenju v glavnem ne. In sicer, na primer, kako možgani, univerzalnost možganov prispeva k blagostanju. Ali lahko s spreminjanjem anatomije možganov, topologije modulov, arhitekture nevronskih mrež kaj spremenimo? Ali po domače, ali se lahko naučimo česa novega? Seveda,
prvi nevroznanstveni odgovor je da. Seveda se lahko. Možgani so narejeni za spreminjanje, so plastični, so narejeni za učenje. Torej bi lahko rekli, da je človek potrkal na prava vrata. In naj kar takoj dodam, da je zelo pomembno za našo razpravo dejstvo, da je, ko sem prej omenjal psihoanalizo, Freud nevroznanstvenik. Psihoanaliza se rodi natanko na tem mestu, ki povezuje univerzalnost možganov z blagostanjem posameznika. Psihoanaliza je zahtevno, naporno početje, ki pomeni učenje za blagostanje ali pomeni učenje za preseganje partikularnosti, za razumevanje univerzalnosti, ali če še povzamem to, kar je v naslovu današnjega predavanja, psihoanaliza je učenje za univerzalnost, ki je za blagostanje. In analize to dokazujejo vsak dan. Pa kaj še to za nas pomeni? Naj naredimo tako rekoč kratek odmor. V branje priporočam še eno knjigo, ki spregovori o nekem mitu, nevroznanstvenem mitu. Že prej sem jih omenil nekaj. Obstaja še en nevroznanstveni mit in v tej knjigi, pravzaprav je knjižica, mislim, da ima okrog 125 strani, nekaj takega, se podrobno poučimo, zakaj je ta nevroznanstveni mit o izvršilnih funkcijah, ta izraz se uporabljajo ga psihologi, uporabljajo ga učitelji v šolah, uporabljajo ga še nekateri drugi ljudje, strokovnjaki. Zakaj je torej to mit? Zakaj obstaja ali zakaj lahko rečemo, da obstaja mit o izvršilnih funkcijah in kaj to za nas pomeni? Ta knjiga se zares bere kot detektivka in jo zelo, zelo priporočam. Ključni izraz za razumevanje tega mita je na zaslonu. To je nadzorni sistem višjega reda. Zdaj, kaj natančno to pomeni? Da bi razumeli pomen takega nadzornega sistema, to je nadzorni sistem v možganih, je najprej na mestu preprost odgovor na vprašanje, ki je zapisano. Kaj generira vedenje ljudi? Obstajata dva preprosta odgovora. Vedenje ljudi generira najprej nekaj, kar razume vsak človek z lahkoto, tudi če ne ve ničesar o nevroznanosti. In to je odzivanje organizma, odzivanje telesa, odzivanje živega bitja na dražljaje. Zelo preprosto. Kar pomeni, če sem lačen, iščem hrano, če sem žejen, iščem pijačo, če mi je hladno, iščem toplo obleko in kaj podobnega. Torej, zelo preprosto. Odzivam se na dražljaje in poskušam ponavadi čim hitreje, kot bi rekel Maslov, zadovoljiti temeljne biološke potrebe. Potem pa obstaja še drugi način, s katerim razumemo vprašanje, kaj generira vedenje. Zlasti to velja za človeška bitja. Vedenje generira tudi človek sam, tako da neodvisno od zunanjih dražljajev, neodvisno od notranjih dražljajev, samemu sebi zastavlja cilje, ki bi jih rad dosegel. Ti cilji so lahko oddaljeni, lahko so celo zelo oddaljeni, lahko so celo nedosegljivi.
Naprimer, ko govorimo o moralnih ali etičnih principih delovanja. Ko govorimo o visokih standardih za razumno delovanje. V tem primeru vedenje pravzaprav nima nobene neposredne zveze z trenutnim zadovoljstvom, iskanjem ugodja in podobno. To je vedenje, ki ga zmorejo človeška bitja. Vedenje, ki terja veliko odrekanja, da bi dosegali določene cilje, se mora človek odreči trenutnim zadovoljstvom, jih odložiti, preusmerjati svojo pozornost, se učiti, inhibirati celo vrsto impulzov. Naprimer, človek, ki se odloči za nekaj tako preprostega, kot je post, mora v tistem času, ko se posti, pač preprosto inhibirati svojo željo, potrebo, da bi jedel, odlagati zadovoljstvo. Torej, to je drugo vedenje, za katero smo človeška bitja sposobna. In prvo vedenje je daleč najbolj pogosto. Znanstveniki so izračunali, ugotovili, da približno 95% vseh oblik vedenja niso nič drugega kot rutine. Se pravi, vedenje, ki smo se ga naučili in ga ponavljamo. 95% našega vedenja predstavljajo vzorci vedenja, ki jih favorizira, krepi tudi evolucija. To so vzorci vedenja, oblike vedenja, ki porabijo čim manj energije. Se pravi, so energetsko varčne oblike vedenja. Zato je včasih kar trpko poslušati, ko kdo kdaj reče, recimo starši rečejo za svojega otroka, da teži k vedenju po principu najmanjšega napora oziroma da poskuša čim lažje, čim hitreje po bližnjicah se obnašati. Vsi ljudje evolucijsko, vsa živa bitja težimo k takemu vedenju. Zato, ker je energetsko varčno. Če v savani gepard ne ujame antilope v prvem poskusu, je zelo malo verjetno, da se bo takoj lotil drugega, zato ker porabi ogromno energije, da razvije hitrost, segreva se pri tem in tudi če bo čez nekaj minut poskusil še v drugo, v tretje zagotovo ne bo, ker je to izjemno energetsko potratno in mora varčevati z energijo. Drugače bo pač oslabel in je vprašanje, koliko časa bo sploh še lahko živel. Se pravi, evolucijsko vzeto je vsako živo bitje siljeno in če želi preživeti, seveda se mora temu tudi podrediti, ker drugače je vprašanje, če lahko prenese svoje gene naprej, k energetsko varčnemu obnašanju. Zato ni nobeno naključje, da je 95% oblik našega vedenja ujetih v rutine, da so to samodejne oblike vedenja, da delujejo tako rekoč kot refleksi. Mi smo se jih sicer naučili, kot smo se naučili vožnje s kolesom, kot smo se naučili jezika, ko se naučimo vožnje z avtomobilom, ko se naučimo mnogih dejavnosti v življenju, ki jih počnemo tako rekoč, če že ne z lahkoto, pa vsaj z najmanjšo porabo energije. Medtem ko je ono drugo vedenje, ki ga lahko ljudje generiramo, to je vedenje, ki je zavezano visokim standardom, naprimer kritično razmišljanje, moralno vedenje, etično vedenje in tako dalje, je energetsko zelo potratno. Zato je tudi zelo sumljivo, ko se recimo človek loti analize vsakdanjih besednjakov in vidi, kako ljudje uporabljajo nove besedne zveze
ne da bi pravzaprav kaj res posebnega spremenili v svojem življenju, naprimer kritično razmišljanje. Kritično razmišljanje je izjemno energetsko potratno. Ogromno je treba preštudirati, analizirati, razmisliti. Ne? Biti kritičen je energetsko zahtevno. Zato to ne more biti kar zdaj vse splošno, vsakdanje razmišljanje. Ne? Recimo, zelo patetično je, ko vidimo kakšne zapise o tem, kako, ne vem, kompetence za 21. stoletje, dijaki, učenci, študenti in vsi drugi razvijajo kritično razmišljanje, moralno vedenje, ne vem, kakšne sofisticirane, kompleksne oblike vedenja, veščin in tako naprej. Seveda jih ne, ker je to energetsko potratno. Samo nekateri ljudje, samo nekaj časa, samo v določenem obdobju se lahko zgodi, da recimo več ljudi počne kaj takega, ker je zelo preprosto, ne? Zelo preprosto pojasniti, zahtevno, naporno, težko je biti dolgoročno, ne? Kritičen, moralen, spodbuden, benevolenten, skrbeti za recimo kompleksen jezik, študirati, se učiti, se spreminjati. To ne pomeni, da to ni mogoče. Pomeni pa, da je pomembna razlika med oblikami vedenja, ki energetsko niso potratne, in oblikami vedenja, ki so energetsko potratne. In energetsko potratne oblike vedenja potrebujejo ta nadzorni sistem višjega reda, ki ga prepoznavamo v možganih. To je nadzorni sistem, ki človeku omogoča dolgoročno načrtovanje, omogoča rigoroznost, omogoča natančnost, omogoča, kritično razmišljanje, spreminjanje, ki je lahko tudi dramatično, ki je obsežno in tako dalje. Torej, potrebujemo, če hočemo resno razmišljati o vseh teh oblikah vedenja, ki sem jih prej naštel, se pravi benevolentnost, ljubezen, kritično razmišljanje ali pa nekaj, kar recimo tudi zelo popularno, pa pravzaprav ne zdrži nobene resnega razmisleka, to je težnja, da so ljudje ustvarjalni, da razmišljajo out of the box, da se vedejo out of the box in tako dalje. Ne gre, preprosto ne gre. In tudi če pogledate okrog sebe, ni res, da je takega vedenja veliko. Ne more ga biti veliko. Samo zdi se, da ga je. Zato, ker ljudje uporabljajo žargon in mislijo, da je zdaj kritično razmišljanje že kar vse, kar že sicer počnejo, samo da dajo temu novo nalepko. Zato so tudi ljudje spontano, kot naivni psihologi, prepričani, da so ustvarjalni, da razmišljajo out of the box, da so kritični in tako naprej. Čeprav niso. V resnici ostajajo pri svojih rutinah. In seveda znamo pojasniti, zakaj ostajajo pri svojih rutinah in jih zaradi tega tudi ne kritiziramo. Zato, ker so energetsko varčne. Navsezadnje je življenje še kar dolgo in je treba varčevati z energijo. Da bi torej razumeli te oblike vedenja, s katerimi se človek približuje univerzalnosti in dejansko povečuje svoje blagostanje, potrebujemo ta mehanizem, za katerega so možgani sposobni, ki so ga tudi skozi evolucijo razvili, to je nadzorni sistem višjega reda. Nadzorni sistem višjega reda med drugim pomeni tudi to, kar je značilno za psihoanalitični proces. Mi smo v vsakdanjem življenju skozi teh 95% rutin, zlasti v obdobju, v katerem zdaj živimo. Mi smo siljeni, čeprav nas nihče, vsaj večji del časa, neposredno ne sili k temu, pa vendar čutimo, kot da smo siljeni k hitremu razmišljanju, k dinamičnemu življenju, cel kup dejavnosti si nakopljamo, delamo od jutra do večera, smo pod stresom in tako dalje in tako dalje in se nam zdi, da je to nekaj normalnega, običajnega, pogostega, pravzaprav tudi je, in se niti kaj dosti o tem ne sprašujemo, dokler ponavadi ni prepozno, ko smo že pod stresom, ko se načne naše zdravje ali pa kaj podobnega. Medtem ko nadzorni sistem višjega reda, kritično razmišljanje, vedenje out of the box, sledenje visokim moralnim in etičnim standardom deluje počasi, terja veliko časa.
veliko načrtovanja, veliko energije, veliko razmišljanja, veliko branja knjig in tako dalje, veliko kritične misli, veliko debat, veliko discipline, veliko reda, veliko rigoroznosti. Zato med drugim psihoanaliza, analitični proces mora trajati. Zato, ker moramo razpakirati cel kup tega, v kar na primer pacient spontano verjame, sledeč ljudski psihologiji, kar ga je med drugim tudi privedlo do tega, da se je v določenem trenutku v življenju odločil, da bi se morda bolj natančno pozanimal, na primer, kako delujejo možgani, kaj je univerzalnost, kateri mehanizmi v resnici uravnavajo človekovo vedenje in tako dalje in tako dalje. In to se v analizi tudi dogaja. Analiza je počasni, rigorozni, disciplinirani proces, vendar v analizi ni nobenega jamstva, da se bo posameznik tudi zares spremenil. Ne zato, ker se ne želi, se očitno se želi, zato je prišel v analizo, pač pa zato, ker je spreminjanje energetsko zahtevno. To ne pomeni, da ni možno, pomeni pa, da ni nobenega jamstva, da se bo to tudi zgodilo, ker so te rutine vsakdanjega življenja take, da nas silijo k energetsko manj potratnemu vedenju in danes živimo svojevrstni paradoks. Namreč življenje naj bi bilo vse hitrejše, vse dinamičnejše, v resnici je tudi vse bolj potratno za energijo, človek mora narediti še to in ono in tretje in četrto in peto in ta dejavnost in otroci so že izpostavljeni pritiskom svojih staršev, da gredo na ta tečaj in tečaj, da razvijajo te kompetence in une veščine in te spretnosti, ker jim bo to vse v življenju morda prav prišlo ali pa tudi ne. Ampak pravzaprav je naše življenje, sodobno življenje energetsko izjemno potratno. Tukaj se zdaj seveda naslavljam tudi na začetno razmišljanje o obdobju, ki se imenuje antropocen. Človeštvo porablja ogromne količine energije oziroma vpliva z transformiranjem, preoblikovanjem energij na podnebne spremembe in pravzaprav uničuje pogoje lastnega obstoja. In paradoks, o katerem zdaj govorim, je pomemben dejavnik v razumevanju tega obdobja, ki se imenuje antropocen. In verjetno bo tudi v luči posttravmatske rasti po koncu pandemije in tako dalje še bolj aktualno razmišljanje, da bi se morda kakšnih zadev lotili veliko počasneje, če resno mislimo z blagostanjem. Torej, univerzalnost blagostanja pomeni tudi natanko to, o čemer govorim zadnjih nekaj minut. Se pravi, univerzalnost blagostanja zajema potrebo po nadzornem sistemu višjega reda, potrebo po počasnem delovanju, potrebo po generiranju takih oblik vedenja, ki so zavezane visokim moralnim in etičnim standardom. In vse to je do določene mere v navzkriž z priganjanjem k gospodarski rasti, k še bolj dinamičnemu življenju, k temu, da ljudje delajo še več ur dnevno in tako dalje. To preprosto ne gre skupaj, če mislimo resno z blagostanjem. Drugo je seveda, če ne mislimo. Zdaj pa bi za nadaljevanje, ki sledi čez 14 dni, samo nakazal naslednjo temo, ki logično sledi iz doslej povedanega. Rekel sem že, da se kak posameznik kdaj preusmeri od ljudske psihologije, od vsakdanjih rutin
ki ga lahko tudi uničujejo, ki so lahko tudi stresne in vse ostalo, kar smo že povedali, a ne, se preusmeri torej k resni znanosti. Se preusmeri k, na primer, resnemu, kritičnemu razmisleku o lastnih rutinah, o svojem življenju, o svojih prepričanjih, o tem, v kar verjame in tako dalje. In človek, ki se recimo odloči za psihoanalizo, dobi zelo pomembno izkušnjo, ki predstavlja še eno pobočje univerzalnosti, tako možganov, delovanja možganov in njihovih zmožnosti, kot univerzalnosti blagostanja. In to je pomen refleksij. Pomen, refleksij, s katerimi se človek povzpne nad vsakdanje rutine, svoja prepričanja, svoje vedenja, naredi refleksijo, ampak zdaj ne v luči drugih verjetij, drugih prepričanj in tako dalje, temveč v luči tega, čemur zaupamo zaradi čisto na začetku omenjenega paradoksa znanosti, torej v imenu znanosti. V imenu idej, ki so prestale vse mogoče kritične razmisleke skozi stoletja in preživele, kar pomeni, da so res vredne, da se z njimi ukvarjamo. Za nadaljevanje, kot rečeno, za naslednje predavanje, ki bo zadnje iz tega ciklusa, samo še kratek komentar k shemi, ki jo vidimo na zaslonu. Zelo preprosta shema nam v bistvu ponazarja neko razliko, ki je za razumevanje vsega tega, o čemer sem danes govoril, morda celo odločilna. In sicer, čisto spodaj vidimo množico puščic in krogov, vse si sledi linearno v ravni črti. Ta preprost zapis ponazarja način razmišljanja, s katerim ljudje v glavnem obnavljamo svoje rutine. To je razmišljanje, ki je energetsko zelo varčno, je zelo preprosto, da ne rečem poenostavljeno. To je razmišljanje, da enemu vzroku sledi ena posledica. Ali pa, da si zadeve v vsakdanjem življenju linearno sledijo, druga sledi drugi, tako kot dnevi v tednu, na primer. Tako razmišljanje pravzaprav ne prenese in ne potrebuje nobene refleksije. Zadeve si kratko malo sledijo. Od ene prehajamo k drugi, k tretji, k četrti in tako dalje. Nobene refleksije ni treba narediti, ker preprosto ni predvidena. Zadeve si sledijo in so bolj ali manj enako energetsko varčne. Zgornja shema pa ponazarja seveda na zelo preprost način nek temeljni princip, po katerem delujejo naši možgani. Naši možgani ne delujejo linearno. Naši možgani vzporedno, na zelo kompleksne načine procesirajo množice informacij, med drugim tudi tako, da je v tem načinu delovanja predvidena refleksija. Se pravi, možgani so evolucijsko narejeni za to, da nenehno lahko, če jih k temu seveda ustrezno preganjamo, spreminjajo lastno arhitekturo, spreminjajo anatomijo. Pomeni, da so možgani mnogo bolj kot za skladiščenje informacij, pomnenje in podobno narejene za refleksije, za kritično razmišljanje, za vrednotenje. O tem bom govoril naslednjič ob Heglovem razmisleku o tem, kako ljudje vrednotimo, kako pripisujemo vrednosti ali pa kako bi lahko, če bi se tega naučili,
pripisovali vrednosti pojavom, dogodkom v naših življenjih, drug drugemu, našim medsebojnim odnosom in temu, kar imamo ljudje med seboj. Še zadnji stavek, ta zgornja shema nam pravzaprav daje misliti zato, ker mehanizmi, ki so vgrajeni v delovanje možganov, omogočajo, da strukture, ideje, prepričanja, verjetja vedno znova postavimo pod vprašaj, jih reorganiziramo, preoblikujemo in podobno. Seveda je to energetsko zelo potratno, je zahtevno, je dolgoročno, vendar jaz si ne znam predstavljati niti blagostanja enega posameznika, kaj šele blagostanja občestva ali množice ljudi brez takega načina delovanja. Mogoče je nekoliko ironično, da je evolucija naše možgane usposobila zlasti za tako delovanje. Naši možgani z lahkoto obvladujejo vsakdanje rutine, potem ko smo se jih enkrat naučili in tako dalje, in so narejeni za učenje kot spreminjanje. Učenje kot spreminjanje rutin je zahtevno, je potratno, poteka počasi in je na dolge proge, če lahko tako rečem. Zavezano je visokim moralnim in etičnim spoznavnim standardom, vendar naši možgani s tem nimajo nobenih težav, ker so narejeni zlasti za to. Toliko kot rečeno za današnje srečanje. Jaz se vam kajpak zahvaljujem za vašo pozornost. Do naslednjič vam želim veliko blagostanja kot učinka energijsko potratnih oblik vedenja. Če želite sami sebi dobro ali najboljše, potem seveda s tem ne bi smeli imeti nobenih težav.